Električne naprave. Kaj vse zmore elektrika? Elektrika sveti. Luči, pritrjene na stropu ali steno, osvetljujejo nek prostor. Elektrika nas greje. S pomočjo električnih radiatorjev lahko ogrevamo različne prostore, zlasti pozimi. Elektrika nas hladi. Hladijo nas klimatske naprave. Poganja tudi stroje, na primer sesalec. S pomočjo sesalca lahko veliko hitreje očistimo nek prostor, kot pa če bi prostor pometali s metlo. Prenaša tudi ton in sliko. Televizija prenaša ton in sliko. Električne naprave razvrščamo v več skupin. Prva skupina je skupina svetil. Sem spadajo žarometi, ki jih imajo avtomobili, reflektorji, gledališke predstave, koncerti so vedno osvetljeni z reflektorji. Neonske luči osvetljujejo različne prostore, neonske luči imajo v pisarnah, pa tudi v naši učilnici je na stropu neonska luč. Lestenci so pritrjeni na strop, običajno imajo več žarnic. Ulične luči osvetljujejo ceste, pločnike, stenske luči pritrtimo na steno. Električne naprave imamo tudi za toploto ali hlajenje. Štedilnik s pomočjo elektrike oddaja toploto, da lahko na njem skuhamo ali pogrejemo hrano. Zadnja leta je zelo popularen električni štedilnik na indukcijo. Klimatske naprave nas hladijo v vročih poletnih mesecih, nekatere pa so kombinirane, da lahko tudi ogrevajo prostor. V hladilnikih shranjujemo hrano, da se nam ne pokvari, in hladimo pijačo. Naslednja skupina električnih naprav so stroji, kot so sesalci, različni vrtalniki, s pomočjo katerih lahko zvrtamo luknjo ali dve. Pralni stroji so nepogrešljiv del vsakega stanovanja ali hiše, saj z njegovo pomočjo lahko operemo perilo veliko hitreje, kot bi ga na roke. Mešalec se uporablja v gradbeništvu. S pomočjo mešalca gradbeniki, zidarji naredijo malto. Malta se naredi iz mešanice peska, apna in cementa. Brivnike uporabljajo moški in ženske za britje brade. S pomočjo mešalnikov stepemo smetano, v pomivalnem stroju pa operemo umazano posodo. Zadnja skupina električnih naprav so naprave, ki proizvajajo zvok in sliko. To so računalniki, televizije, radio nam prenaša zvoke, hišni zvonec nas opozori, da je nekdo pri vhodnih vratih, projektorji prenašajo sliko, tudi v našem razredu imamo projektor, telefoni nam omogočajo zvok, pa pametni telefoni tudi sliko. S pomočjo električne kitare lahko zaigramo različne skladbe. Zaščita pred električnim tokom. Pred električnim tokom te varuje ohišje iz umetne mase
in pa tudi ovoji žic, ki so tudi iz umetne mase. Nekatere naprave, kot je hladilnik, imajo kovinsko ohišje. Če se pokvari naprava s kovinskim ohišjem, na primer hladilnik, bi električni tok iz te naprave lahko stekel skozi ohišje in skozi tvoje telo. Naprave s kovinskim ohišjem imajo posebne vtiče in dodaten ozemljitveni vodnik. To je ta vtikač spodaj, modre barve, torej ima 3 vtiče in tak vtikač imajo kovinski aparati. Pred vami je še črn vtikač, ki ima 2 vtiča in še vtičnica, ki je namenjena temu, da vanjo vtaknemo vtikač. Tok priteka in odteka po 2 žicah. Tretja žica, v tem primeru je oranžna, je za ozemljitev. Pred poškodbami z električnim tokom nas varujejo tudi varovalke. Delujejo kot stikalo. Varovalke prekinejo električni tok, če postane večji, kot je predvideno. Varovalke so vgrajene v hišno električno napeljavo.